finančna pismenost govori, da je potrebno sredstva razpršiti tudi v plemenite kovine, tudi v določene druge segmente, finančne produkte, ki pa mogoče v določenem obdobju imajo višje donose in to stranke spremljajo. Potem je pa največja zagata, katere kovance kupimo. Če kupimo Bitcoin, Ethereum, to sta dva najbolj osnovna, tudi prava, ne? Ampak potem pa že pridemo do naslednjega vprašanja, kako jih zaščititi oziroma da jih pač nekdo ne ukrade iz kriptomenjalnice. Kako pa bi ljudem svetoval, ki želijo investirati, kako naj se odločijo? Lahko analiziraš, lahko marsikaj narediš, lahko imaš vse prav, ampak če se nisi odločil in nekaj investiral, od tega ne moreš pričakovati, da boš imel kakšen donos. Dobrodošli v podcast, katerega bi lahko poimenovali od bančništva do kriptovalut. Moje ime je Marjeta in danes imam čast predstaviti izjemnega človeka, ki je svoje življenje posvetil služenju skupnosti in izjemnim dosežkom na različnih področjih. Z mano je Vincenc Dragar. Z več kot 22 leti izkušenj v bančništvu je bil ne le uspešen, ampak tudi izjemno priljubljen med strankami in sodelavci. Vincenc je tudi podžupan v občini Lukovica, kar dodatno poudarja njegovo predanost služenju ljudem in skupnosti. In to ni vse. Že celo življenje je dejaven v prostovoljnem gasilskem društvu, kjer je opravljal nalogo blagajnika. Njegova požrtvovalnost in zanesljivost sta bili ključni tudi na hokejskem igrišču, ker je kot igralec in sodnik v svojih 20 letih delovanja pustil nepozaben pečat. Danes je eden vodilnih strokovnjakov na področju kriptovalut pri podjetju Incrementum. Njegove bogate izkušnje in znanje v svetu financ mu omogočata, da je ključna figura v tem hitro spreminjajočem se digitalnem svetu. Strankam pomaga pri ustvarjanju in upravljanju naložb v digitalni dobi. Njegova sposobnost hitrega odločanja, ki se je izkazala tako v kriznih situacijah, kot tudi pri investiranju, je nekaj, kar ga izstopa iz množice. Zato sem prepričana, da bomo danes od njega izvedeli marsikaj zanimivega in koristnega. Vincenc, dobrodošel. Pozdravljena, Marjeta. Hvala lepa za res lepo predstavitev. Vincenc, banka in kriptovalute sta dve popolnoma različni področji. Lahko rečem, da jih kar težko povežemo skupaj. Pa bi se morda na začetku malo bolj dotaknila banke. Zanima me, če nam lahko na kratko opišeš delovanje banke v zadnjih 20 letih. Jaz sem prišel na banko leta 2000 in lahko rečem, da takrat je bilo glavno poslovanje gotovinsko. Ljudje so pač dvigovali, polagali svojo gotovino. Če so varčevali, je bil zelo interesanten depozit za kar nekaj, 7-8% obrestno mero, kar je zdaj čisto nemogoče. In bilo je tudi seveda več valut. Če smo šli v Avstrijo, v Italijo, v Nemčijo, bile so zelo aktualne nemške marke, to poznamo, a ne? In pa seveda bile so tudi hranilne knjižice, devizne knjižice, tako da so ljudje lahko imeli direkten vpogled, kakšno stanje imajo na računu. Seveda to se je spreminjalo, a ne? Banke so pač ukinile hranilne knjižice, devizne knjižice, takrat je bilo kar nekaj slabe volje pri varčevalcih, ker seveda vsaka sprememba je kar zahtevna za ljudi. Potem se spomnimo, da smo pač dobili bankomate, seveda kartice, posebne račune, lahko smo že dvigovali gotovino. Potem smo imeli seveda uvedbo evra, to je bila tudi ena velika sprememba v monetarnem sistemu Slovenije, seveda s tolarjev v evre. Lahko smo plačevali seveda v tujini z evri in to nam je kar olajšalo delo, oziroma na banki se je ta menjalniški posel seveda zmanjšal, samo še hrvaške kune, mogoče madžarski forinti, angleški funti so bili interesantni, pa seveda ameriški dolarji. Ampak tudi banka se je prestrukturirala. Banka je nekako iz tega gotovinskega poslovanja
prešla na investicijsko. Na banki sedaj lahko seveda vložite oziroma naložite svoja sredstva v vzajemne sklade, v zavarovalne produkte, lahko tudi pač odprete trgovalni račun in se ukvarjate tudi z delnicami. Imamo odlične bančne svetovalce, kateri vam to pomagajo in lahko rečem, da je šla banka tudi v korak s časom. Nam lahko mogoče malo več o tem poveš, kako so se banke spremenile, na kakšen način? Banke niso več, njihova glavna dejavnost ni več gotovinsko poslovanje. In banke so se prilagodile potrebam komitentov, kateri želijo imeti tudi nekaj od svojega denarja. Vemo, kakšna je inflacija, da je višja, da je kupna moč pada, zato so jim tudi ponudile svojo možnost, to se pravi investiranje v vzajemne sklade, v zavarovalne produkte, če seveda ob zelo dobrem svetovanju bančnih svetovalcev, katerih ni malo, lahko stranke dobijo tudi kar nekaj donosa, saj toliko, da pokrijo inflacijo in seveda potem so zadovoljne. Ker stranke želijo imeti nekaj od svojih sredstev in banka se je pač prilagodila temu sistemu. No, pa glede na to, da smo ljudje, se težko prilagajamo novim stvarem, so to sprejeli v redu? Seveda, najlažje je bilo imeti dober depozit, včasih smo rekli temu vezana vloga, kjer pač dobiš toliko plus obresti in v bistvu tukaj ni nobenega tveganja, ne. Tako da ljudje, kateri so imeli vezana sredstva, so se težko prilagodili, da bi dali zdaj v sklade, kjer pa seveda so nihaji, a ne. Lahko gre seveda za višje obrestne mere oziroma donose, v skladih so donosi, ampak seveda lahko pa tudi trg finančni glede na okoliščine pade. To pa je seveda za določene vlagatelje oziroma bi rekel konzervativne neljuba sprememba oziroma ne želijo izgubiti svojih sredstev. Seveda ne. Predvsem je tukaj potem ta potrpežljivost, ker na dolgi rok, če gledamo, bi zaslužili bi imeli donose. Seveda, ko pa pade, pa takrat to ni dobro za videti, ne. Seveda pa obstajajo tudi stranke, katere si želijo imeti višje donose. Finančna pismenost govori, da je potrebno sredstva razpršiti tudi v plemenite kovine, tudi v določene druge segmente, finančne produkte, ki pa mogoče v določenem obdobju imajo višje donose in to stranke spremljajo. Tukaj pa mogoče banka še nima teh svojih produktov in zato lahko rečem, da se stranke obrnejo tudi na druge ustanove. Seveda, banka je finančna ustanova, ki pa zagotavlja neko varnost. Kdaj pa si se ti potem srečal s kriptovalutami? Kot bančni svetovalec za fizične osebe me je že 10 let nazaj vprašala neka stranka, ali lahko kupim pri vas bitcoin. To je bilo zame nekako, seveda kot bančnemu svetovalcu, nismo imeli drugačne produkte, bančne produkte, nekaj novega in sploh nisem točno vedel, zakaj se to gre, kakšen bitcoin. In takrat sem prvič slišal, ko smo se bančniki med sabo pogovarjali, kaj je to točno bitcoin, a ne. Nekaj smo že seveda slišali, nekaj, ampak to je bilo nekaj virtualnega, nekaj, kar mi kot bančni uslužbenci nismo verjeli. To moraš nekaj prijeti, da to verjameš. Takrat sem bil prvič, ko sem to slišal, ne. Seveda pa je potem bilo leta 2019 z uvedbo oziroma, ko je gospod Merlak, Bitstamp, Bitcoin, takrat sem pa pač že preko medijev slišal kar več o kriptovalutah. Si se potem tudi sam začel izobraževati kaj na tem področju? Zanimalo me je, ne. Predvsem me je zanimalo kot finančniku, kaj to sploh je. Kakšno vlogo imajo kriptovalute, kaj stoji za tem. Hotel sem predvsem raziskati na svoji lastni koži, seveda s svojim znanjem, kaj to sploh je. A ne, veliko smo slišali o tem, ampak želel sem pač pridobiti določena znanja na tem področju. Slišal sem veliko pozitivnih stvari,
o tem in zato me je to zanimalo. Si se potem udeležil, predvidevam, tudi kakšnega seminarja? Ja, seveda. Takrat sem prvič zasledil, mislim, da je bil to v letu 2020, prvega brezplačnega seminarja podjetja Incrementum. Takrat sem prvič sploh dobil osnove, kaj so to kriptovalute, kaj stoji za tem, kakšna tehnologija se uporablja. Na to pa sem se seveda tudi sam investiral svoje sredstva v webinarje. To je bil pač čas pred korono oziroma v času korone, ker smo imeli več časa za to in sem investiral v osnove oziroma potem že malce v nadaljevalne veščine, kako se odpreti kriptomenjalnico, kako poskrbeti za varnost, v tem smislu. Ja. In si potem tudi sam kaj poskusil z vlaganjem v kriptovalute? Ja, seveda sem poskusil, vsaj z nekimi majhnimi vložki. Sem odprl kriptomenjalnico, tudi pač kupil nekaj kriptovalut. Nisem kupil Bitcoina in Ethereuma, sem kupil neke po priporočilih nekih znancev oziroma na socialnih omrežjih. Toliko, da sem videl, ampak sem prišel do tega, da enostavno nisem naredil niti analiz, niti nisem vedel, kaj še je potencial teh, reče se tega white paper, nisem prebral, ampak šel na eno slepo zaupanje nekih strokovnjakov, ki so pač preko socialnih omrežij oglaševali neke kriptovalute. Predvidevam, da ni bil pozitiven rezultat. Ne, ni bilo uspešno oziroma ni bilo potenciala pravega, ne, pri teh kriptovalutah in nisem bil uspešen. Vendar si kljub temu nadaljeval v kriptosvetu in verjel, da... Ja, kljub mogoče slabi izkušnji sem vedel, da če je nekje zadaj tehnologija, videl sem, da je kriptotrg čedalje več, videl sem pač preko določenih aplikacij, da kriptovalute rastejo, ne? In takrat sem seveda videl, da to ima velik potencial oziroma da me ena slaba izkušnja ne bo odvrnila od tega, da se še naprej ne ukvarjam s kriptovalutami. Je pa res, da sem seveda takrat začel iskati mogoče neko podjetje oziroma nekaj, kjer bi jaz lahko zaupal mogoče svoje sredstva, pa da meni ne bi bilo potrebno delati teh analiz. Kaj pa je bila tista ključna stvar, ki te je prepričala, da si vseeno po 22 letih zapustil nek varni finančni svet? Banka je od nekdaj veljala za eno konzervativno ustanovo, finančno ustanovo, varno ustanovo. Nam se ni bilo treba pač skrbeti, ali bomo dobili plačo ali ne. To je bilo redno vsaki 5. dan v mesecu. In za mnoge je bilo to veliko presenečenje, zakaj zapuščam tako varno območje oziroma varno tako območje, varno okolje. Jaz sem delal zelo rad na banki in z gotovostjo lahko rečem, da so bila to ena zelo lepa leta mojega življenja. Kot si že omenila, rad sem delal s strankami, med sodelavci sem bil, lahko rečem, zelo priljubljen oziroma rad sem jih imel. Rad sem hodil v službo, ampak sem nekje v sebi začutil, da je čas prišel za spremembo. Nekako prišel je čas, ko si rečeš, zdaj pa moram nekaj spremeniti. Pač banka je super, ampak nekaj novega sem potreboval. Vseeno si najbrž potem vsa ta svoja znanja, ki si jih s pridom pridobival na seminarjih, webinarjih, izkoristil in potem prešel iz banke v popolnoma drugačen svet, a ne? Pa si imel v bistvu pri tem kakšno prednost kot bančnik pri vlaganju v kriptovalute? Kot bančnik oziroma bančni svetovalec sem se zavedal, da je potrebno imeti znanje oziroma finančno pismenost. Finančna pismenost je, lahko rečem, kar velik problem v Sloveniji, ker nekako šolski sistem ne uči finančne pismenosti in ljudje imajo mogoče kakšno napačno predstavo oziroma kako delati sploh s financami.
In potrebno je mogoče kakšno knjigo prebrati, mogoče koga poslušati. In kot recimo rečemo, če se ti pokvari avto, ga zaupaš avtomehaniku. Ljudje pa svoje finance zelo neradi dajo nekomu drugemu za upravljati. Ker je mnenje, da pač jaz sem težko prigaral ta sredstva, bom pa jaz vedel, kaj je s temi financami. Pa ni vedno tako. In lahko rečem, da v kriptovalutah mi je prišlo pri tem investiranju prišlo to prav, ker sem se zavedal tega, da potrebujem znanje, da potrebujem informacije v tem smislu. Zdaj, kripto je vseeno dokaj novo področje in tukaj je ogromno nekih razlik, kar se tiče bančništva. Pa vendar, na kaj moramo biti pri kriptu še posebej pozorni? Pri kriptu seveda je potrebno imeti znanje v tem smislu, kako odpreti kriptomenjalnico. Kako sploh pristopiti k nakupu, k varnosti ali pač ni problem pač odpreti kriptomenjalnico, gremo gledati, katere so najbolj verodostojne, da ne gremo nekam, pač ne odpremo nekje na enih Kajmanskih otokih ali Bahamih. To nam je že en alarm, da mogoče to ni najboljša izbira. Ampak ni problem odpreti kriptomenjalnico, seveda moraš imeti nekaj računalniškega znanja, potem je pa največja zagata, katere kovance kupiti. Če kupimo Bitcoin, Ethereum, to sta dva najbolj osnovna, tudi prava, ne? Ampak potem pa že pridemo do naslednjega vprašanja, kako jih zaščititi oziroma da jih pač nekdo ne ukrade iz kriptomenjalnice. No, to pa je že mogoče malo težje izvedljivo, ne? To je pa pač dati v hladno hrambo, da imamo odmaknjeno od interneta. Tako da pa se sploh še nismo dotaknili analiz tehničnih potenciala, fundamentalne analize, katere, če želimo kakšne druge sploh imeti tudi v svojem portfelju, kakšne kriptovalute. Vincent, ti prihajaš iz bančnega sveta. Povej mi, kako pa misliš, da banke gledajo na kriptotrg? V mojem času, mislim, da ko sem bil še na banki, slovenske banke niso bile najbolj naklonjene kriptotrgu. Mi smo imeli svoje finančne produkte, sklade, zavarovalniške produkte in kriptotrg ni bil prav zaželjen. Bil pa sem nemalo presenečen jeseni, ko sem obiskal kriptokonferenco v Barceloni, ko so bili glavni govorci eminentni ljudje iz bančništva. In malo me je tako presenetilo, kako pač neki bančniki v kravatah, ugledni, razlagajo, kako bi jim pač ta blockchain tehnologija, kako bi podala rešitev na njihove procese. Veliko stvari v bančništvu zelo lepo deluje. In teh stvari sigurno ne bodo spreminjali, ker jih ni potrebe. Ampak veliko stvari, nekaj stvari na globalnih bankah pa je še, katere bi lahko s temi rešitvami blockchain tehnologijo uspeli rešiti, kar bi pa seveda pohitrilo, pocenilo njihovo poslovanje. Bil je tudi predstavnica SWIFT. Vemo, da je SWIFT mednarodno plačilo in je bilo kar tako, čez danes nekaj na Kitajsko nakažemo, traja par dni, da dobijo denar. In v tem hitrem svetu je to kar malce nepredstavljivo, da dobi banka na Kitajskem v parih dneh oziroma v 3-4 dneh denar. In tukaj bi mogoče ta blockchain tehnologija prišla zelo prav. Seveda pa mora biti standardizirana. Takrat bojo banke šele začele to uporabljati. Torej, da bi bila plačila hitrejša, ne? Seveda. Kje pa ti vidiš prihodnost kriptovalut? Vsaka sprememba, vsake nekaj novitete jih ljudje težko sprejmemo. Spomnimo se interneta leta 1995, spomnimo se mogoče mobitelov. To so bile stvari, ki pač niso nam nekaj novega in to je težko sprejeti, a ne? In prav tako je tudi s kriptovalutami, a ne? Kriptovalute obstajajo od leta 2010, Bitcoin, in bo še nekaj časa minilo, da bodo ljudje to vzeli za sebe, ampak zdaj,
ko smo ugotovili, oziroma zdaj, ko smo videli, da je tudi Amerika sprejela Bitcoin ETF spot, tudi Evropska unija je nekako bo regulirala kriptotrg, se nihče več ne sprašuje, ali bo kriptotrg sploh obstal. Lahko rečemo, da 5 let nazaj so se še porajala ta vprašanja. Torej, moramo iti v korak s časom, se Seveda. izobraževati. Seveda, jaz bi apeliral na vse, da se izobražujejo, da se vsako spremembo ne jemljejo za negativno, ampak pač iz nje izluščijo vse najboljše. Kako pa te je pot pripeljala do podžupana? To je pa spet ena zanimiva zgodba. Jaz prihajam iz lokalnega okolja, že prej sem omenila, da sem dejaven pri gasilcih, pri hokejistih. Zmeraj sem bil nekje blagajnik, ker sem pač nekje se ukvarjal s financami. In leta 2010 smo se ena skupina enih ljudi smo naredili listo za šport in razvoj občine. Jaz se zelo rad ukvarjam s športom in smo bili, jaz sem bil nosilec liste in smo bili iz strani volivcev, smo prišli v občinski svet, kot občinski svetnik. Zdaj sem že 4. mandat, torej sem že 14 let občinski svetnik. Leta 2018 pa me je takratna oziroma tudi sedanja županja imela toliko zaupanja vame, da me je predlagala za podžupana, kjer sem pa sedaj že 2. mandat, torej 6 let. Zelo odlično sodelujeva. Kje vidiš, da bi lahko kriptovalute igrale vlogo morda v administraciji oziroma v tem občinskem svetu? Občinski svet seveda nastane na podlagi volitev. In blockchain tehnologija je bilo že kar nekaj poskusov, kako bi z blockchain tehnologijo priredili oziroma kako bi bilo poenostavili volilni dan. Volilni dan, vemo, da je potrebno pač priti na volišče, tam je komisija, izpolniti listek in tudi ta volilna udeležba je, lahko rečemo, na lokalnem nivoju mogoče še dokaj uspešna, ampak drugače pa imamo kar nekaj težav z volitvami oziroma z udeležbo na volitvah. Predstavljajmo si, da bi lahko doma iz svojega fotelja z blockchain tehnologijo, s telefonom glasovali. Vem, da bi bila udeležba višja, blockchain tehnologija pa seveda pomeni verodostojnost in pa varnost. In vem, da bi tukaj tudi pocenili, ker pač tudi vsake volitve nekaj stanejo in mislim, da je kar nekaj prihodnosti tudi v tem. Kako pa bi ljudem svetoval, ki želijo investirati, kako naj se odločijo? Jaz mislim, da je pri investiranju seveda najbolj pomembno zaupanje. Komu ti zaupaš, ker imamo zelo, lahko rečem, da je veliko slabih izkušenj in človek, ki je naredil eno slabo, da je bil deležen neke slabe izkušnje, se bo zelo, zelo težko zaupal spet nekomu. To je čisto normalno, čisto človeško, ker pač enostavno ne greš rad dvakrat, reče se, osel na led. Enostavno je pa seveda zelo pomembna odločitev. Lahko analiziraš, lahko marsikaj narediš, lahko imaš vse prav, ampak če se nisi odločil in nekaj investiral, od tega ne moreš pričakovati, da boš imel kakšen donos. Pa je pri tem tvojem poklicu kot strokovnjaku digitalnih naložb veliko ljudi, ki se težko odločijo oziroma težko zaupajo? Tukaj so različni ljudje, ker so to pač različni karakteri, na katerim ni problem se odločiti, pač tako kot v življenju. Nekdo za menjavo službe ne potrebuje veliko časa, nekomu pa pač je to lahko kar zelo, zelo velik psihični problem. Menjava službe. In pri meni lahko rečem, da imam stranke, katere so se razmeroma hitro odločile oziroma so bile pripravljene že priti sem z 90% odločitvijo. Seveda pa obstajajo tudi stranke, ki pa, bom rekel po domače, ki cincajo, ki premlevajo, ki pač imajo veliko problemov
več nejev, zakaj ne bi, in ponavadi tisto prevladuje, ampak seveda potem pa vejo čez čas, ko recimo zamudijo priložnost, kaj bi bilo fajn, če bi to bilo. Ampak to je čisto naravno, ker odločitev je najtežja stvar v življenju. Kako pa ti vidiš prihodnost investiranja? Ali meniš, da so te tradicionalne investicije, kot so depoziti, skladi, nepremičnine, še vedno primerni za mlade investitorje? Seveda za mlade investitorje to je beseda, pač rečemo, da mladi investitorji še nimajo financ oziroma sredstev, ki bi jih lahko investirali. Imajo jih manj, ne? Imajo jih manj, seveda obstajajo tudi ljudje, kateri imajo, ampak imajo mogoče druge prioritete. Stanovanjski problemi, mogoče kakšne potovanja, imajo druge želje. Investitorji oziroma ljudje v mojih letih, ki mogoče že imajo kakšna sredstva, so določeni seveda karakterno. Nekateri so konzervativni in ne upajo tvegati. Oziroma jim to ne predstavlja, da bi težko prislužen denar investirali v mogoče neka bolj tvegana, čeprav bolj donosna produkte, recimo, bi zelo, zelo težko se to odločijo. Pač je miselnost toliko, kot imam, tudi če pač je inflacija toliko, ampak saj izgubil nisem. Tako da so različni ljudje. Kakšna populacija pa je tvojih strank? Jaz imam stranke nekje lahko rečem, od 50 let naprej. Velikokrat slišim stranko, ki reče, kriptovalute, jaz sem prestara za to. Seveda, če bi to sama delala, verjamem, da mogoče je informacijski sistem, računalniki lahko problem za njo, mladini to ni problem. Ampak to seveda, če nekomu zaupaš, tudi sklade ne zna nobeden, ali pa bom rekel delnice, da bi kar sam šel in to delal, ne, ETF sklade recimo. To so problemi, pač nekomu moraš zaupati, seveda, moraš pa v osnovi imeti sredstva za to namenjena. To bom velikokrat poudaril, investirajo se sredstva, ki so namenjena investiranju. No, pa vendar najbrž ne obstaja samo starejša populacija, ki vlaga v kriptovalute, so tudi mlajši? Seveda, saj mlajši so bolj dovzetni do tega. In mlajši, lahko rečem, da imajo že zelo veliko, se tudi v šoli pogovarjajo o kriptovalutah, ne. Njim je digitalizacija bližje kot starejši populaciji in zato s tem nimajo problema, ne. In tudi seveda bolj razumejo to zadevo, ne. Lahko rečem, da plemenite kovine so bolj za starejšo populacijo, kriptovalute za mlajšo, tako da seveda mlajši bodo del tega. Vinko, podal si nam kar veliko izvrstnih informacij. Hvala ti za tvoj čas in jaz se že veselim najinega naslednjega podcasta. Hvala lepa. Hvala.